Sem Dragica Glažar in pri Cene Štupar Cilj skrbim za vodenje in organizacijo projekta Korak, kompetence za razvoj kariere 2018-2022, v okviru katerega skrbim za strokovno in kvalitetno izvedbo programov komunikacija na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, mentorskega sistema, zdravja na delovnem mestu, jezikovnih tečajev in digitalnega opismenjevanja. Kako v podjetjih vzpostavimo medgeneracijsko sodelovanje? Še posebej v času, ko se na delovnem mestu srečujemo kar 4 generacije. Generacija Baby Boom, generacija X, generacija Y, tako imenovani milenijci, na trg dela pa vstopa že tudi generacija Z. Med generacijami prihaja do trkov v komunikaciji, zaradi nesoglasij, zaradi različnega načina življenja, različnih hierarhij vrednot, do težav prihaja tudi v odnosu med nadrejenimi, mlajšimi in starejšimi podrejenimi. Kaj lahko delodajalci storimo, da zrahljamo to medgeneracijsko vrzel in spodbudimo medgeneracijsko sodelovanje? V prvi vrsti sami spoznajte značilnosti različnih generacij, katere okoliščine so vplivale na razvoj njihovih vrednot, kaj je tisto, kar jih motivira in predstavlja izziv, kakšen odnos imajo do avtoritete, do timskega dela, do odgovornosti in odnosa do tehnologije. Raziščite tudi sprožilce stresa pri različnih generacijah in drugo. V okviru različnih programov usposabljanja spodbujajte, da bodo te medgeneracijske razlike ozavestili vsi zaposleni in bolje razumeli različne potrebe, vrednote, življenjske stile, poglede in razmišljanja pripadnikov posameznih generacij. Bodite zgled prilagojenega načina komuniciranja različnih generacij in upoštevanja njihovih potreb. Izogibajte se nenehni kontroli generacije Baby Boom. Izkažite jim spoštovanje. Če je nekdo pridobil neke nazive, to tudi upoštevajte pri razporeditvi delovnih nalog. Dajte mu delovno mesto oziroma dajte mu naloge, ki zahtevajo neke razvojne in podobne naloge. Za komunikacijo uporabite osebni stik, kar je izredno pomembno za generacijo Baby Boom. V danih razmerah epidemije tako personalizirajte pisno komunikacijo. Vzpostavite tudi spletna orodja za kontinuiran, personaliziran stik z njimi. Kadar komunicirate s pripadniki generacije X, čim prej pridite k bistvu. Pustite jim prostor, svobodo, fleksibilnost, za njih pa je tudi izjemnega pomena, da poskrbite, da lahko usklajujejo poklicno in zasebno življenje. Kako boste motivirali generacijo Y? Motivirali jih boste z izzivi. Dajte jim izzive, tudi humorja pri delu ne sme manjkati. Veseli pa bodo povratne informacije, kaj delajo prav, kaj narobe. Tudi za generacijo Z so povratne informacije izjemnega pomena. Zakaj? Predvsem zato, ker že iz domačega okolja prihajajo, kjer so vajeni pohval. Zato jih pohvalite, kadar si to zaslužijo, oziroma jih opomnite, kadar dela ne dosegajo v skladu s pričakovanji. Vzpostavite tudi način komuniciranja preko družbenih omrežij in spletnih skupnosti. Vzpostavite mentorski sistem za prenos znanja in obratno mentorstvo. Spodbujajte mentorske sheme, kjer je možno vzpostavite krožno zaposlovanje. Še posebej kroženje zadolžitve, tako imenovani task rotation, saj boste s tem tako pri starejših kot pri mlajših zmanjšali število stresnih situacij. Spodbujajte sodelovanje med pripadniki različnih generacij. Bodisi v obliki enkratnih druženj, kot so team buildingi, ki so ponavadi zelo dobro obiskani. Vendar pa je še pomembneje, da spodbujate kulturo kontinuiranih aktivnosti, kjer se na neformalni način pripadniki različnih generacij dlje časa družijo, spoznavajo med sabo, spoznavajo vrednote, hierarhijo vrednot in podobno. To so na primer kava modrosti, kjer starejši v različnih neformalnih oblikah v času sprostitve podajajo neka znanja mlajšim generacijam. Potem recimo zemljevid znanja, skupnostno učenje,
pari zaposlenih, se pravi, lahko nadaljujete z mentorskim in obratnim mentorstvom tudi po zaključku tega mentoriranja in podobno. Z veseljem vam pri uvajanju različnih oblik mentorstva in izobraževalnih programov, komunikacije na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, zdravja na delovnem mestu, digitalnih kompetenc, jezikovnih kompetenc priskočimo na pomoč.